Dober večer vsem skupaj. Hvala, da ste prišli na tole našo razstavo. Pomlad prihaja tudi v našo galerijo. To je galerija knjižnice Minke Skoberne. Letos praznujemo 140-letnico rojstva Minke, ki je zaslužna za to, da imajo slepi svojo knjižnico. Glih leta 18 je ustanovila knjižnico, začela prepisovati z Brajevo pisavo in 2 leti nazaj pa je tudi zveza praznovala 100 let svojega samoorganiziranja, se pravi kot najstarejša nevladna organizacija na Slovenskem. Tukaj v teh prostorih smo od leta 13 in seveda kot vse knjižnice imamo mi tudi eno galerijo, ki nekako postaja galerija, bom rekel, za ranljive skupine. Tako da imeli smo že kar precej teh razstav v tem času, no in tale je spet ena od tistih posebnih razstav, to je prva taka razstava, ki jo pripravljamo skupaj z Heleno in z Vojkotom, da pač nekdo riše z usti. Jaz sem zelo vesel, da je tukaj moj prijatelj Vojko, saj mislim, da vsako Vojkota spozna, ga ima takoj za prijatelja. No in mi da sva tu delali eno fajno razstavo tam v Finžgarjevi galeriji in moram priznati, da ko Vojko pride v prostor, je to nekaj zelo pozitivnega. Verjamem, da je tudi Silvo bil en tak človek, jaz ga nisem poznal, poznam pa zelo dober Heleno, ki je tudi ena taka topla, prisrčna ženska in mi da so tu zelo hitro ujela se in ko je vodila tukaj v, kako je že bilo ime, Majo, ne, je pripeljala v knjižnico tukaj našo, da je pač si sposojala knjige, ne, ker ta knjižnica ni namenjena samo slepim, ampak vsem, ki imajo motnje branja, ne, in Maja je bila ena takih, ki pač ni mogla brati in je potem pač poslušala. Čeprav mi uporabljamo, oziroma slepi še zmeraj uporabljajo terminologijo brati, ne, kljub temu, da imajo na kasetah oziroma na CD-jih ali pa celo na ključkih. Tako da so pa tudi knjige v brajici, tako da se lahko pol, če boste zato lahko malo vas popeljem po knjižnici, da boste malo videli, kako to zgleda. Skratka, jaz bi zdaj, nismo se nič za protokol zmenili, zdaj ne vem, a boš kar ti povedal Silu to pa v njegovi slikanju. Vojko je bil pa tudi njegov učitelj, ne Vojko? Ni problema, lahko govorimo, ne. Se Vojko, da se sliši tudi brez mikrofona. Zaradi snemanja, da. Mislim, jaz ne vem točno kaj, veste, o Silvotu bi se dalo veliko povedati, ne, ampak jaz bom poskušal to zmanjšati in samo tiste bistvene stvari vam potegnem. Ko sem jaz prvič zvedel, da Silvo, da bi rad tudi slikal, to je on izrazil v Paraplegiju, ko je bil članek in je on napisal, da bi on tudi rad slikal, ne. Seveda sem takoj poiskal njegov telefon in mu telefoniral in se je oglasila tajnica. Helena. In jaz pa nisem hotel s tajnico govoriti in sem rekel, da jaz bi rad za Silvotom govoril in da ne bom z njo govoril, ne. In pol je vseeno, počakajte, no, se vam ga bom dala in tako, in pol bi je le Silvo spregovoril in bil tak, malo in Silvo, ti mi do tako nekako boječe in tako, in potem se rekel, ti pridih meni in boš videl, kako boš slikal. Ja, pa ne vem, pa to, ne. In pol sta enkrat le prišla, ne. In prideta, ne, in mislim, ko sem jaz Silvota zagledal, sem rekel, če bo pa ta slikal. Ja, pol pa ne vem, no, mislim. Resnično sem se zbal, da ne bo zmogel, ne. Ampak pol, ko je pa on enkrat zares začel, ne, pol je pa to začelo ratavati. Ampak tisti prvi trenutki so bili pa tako, da smo šli v atelje in pol smo tam nekako mu naštimali eno stojalo, kar gor na voziček in čisto tako pred nos, ki je rekel, ja, ne bom dosegel, ne. Potem smo tisto stojalo mu čisto nekako naštimali, da je imel tle pred nosom. Ja, je rekel, kaj pa zdaj?
Jaz samo sem mu dal svinčnik v usta, sem rekel, zdaj pa začni. In potem je pa tam en blok smo mu dali in je nekaj tam začel risati. Rekel, mi gremo zdaj na kafe, ti pa tle uživi, ne. In potem smo šli kje v kuhno, ne, oziroma v delnico zraven, ne, in je Helena se je sezula in je šla po prstih kje in je rekla, je prišla nazaj, je rekla, dela. Mislim, tisti začetek, ki je bil v solzah, radostnicah rojen. Ne. In Silvo je potem začel risati in slikati in kako dobro je to delal. Ne. Mislim, jaz sem vsakikrat, ko sem prišel, sem videl en velik napredek. Ne. Seveda smo se skozi pogovarjala o tem, kako bi še kaj, pa kako kaj ven zvleč, pa te stvari. Ne. Mislim, in iz teh, kot sem govoril na svoji otvoritvi razstave tam dol, iz teh packarij so ratale čudovite slike. Ne. In zelo hitro je napredoval in bil seveda tudi sprejet v Mednarodno združenje slikarjev, ki ima svoj sedež v Lichtensteinu, v VDMFK in nekako tudi napredoval je tam in skratka. Pokazalo se je, da v njegovem biti znotraj nekje je bil skrit tudi slikar, ki je res znal izvleči ta prave stvari ven. Jaz sem ga občudoval, ko smo bili kje na kakšni delavnici. Pa se je pripravil na dež, sem rekel, kako bomo toliko dobrih motivov tam okrog, pa ne moreš iti delati ven, ne. On je že imel motiv, je že tam neki grozd, neko listje, tam je neki delal. Ta boljši motiv, ne, za tisto vreme. Ne. In je že delal tam pod eno lindo in tako. Mislim, potem smo prišli drugič, ker bi morali kamp delati, ne. Šotore, ne vem kaj, te hišice, ne, ki smo v kampu delali, ne. Ja, risal smreko, pa šotor spodaj, ne. Pa je bilo, ne, pa dobro, ne, dobro je bilo vse skupaj. Tako da se kar čudiš, kje mu vse te ideje, on iz nič naredil dobro sliko, ne. Polno je bilo teh zgodb in tako naprej, ne. Pol pa pride in mi čist nekako sključeno, bi rekel, tako ves potrt mi telefonira, veš, so mi ukradli sliko. Jaz pa, kaj? Sliko so ti ukradli? Ja, so mi ukradli sliko. Tako, to je dobro, zdaj si pa slikar, ne. Ker kradejo dobre stvari, ne slabe. Zdaj rekel, meni so sicer enemu drugmu tam so ukradli, ne. Ima mojo sliko, ne, se je rekel, meni se tudi to sicer zgodilo, ampak ne direktno na razstavi, ti si jo pa na razstavi izgubil in kaj ni to dobro. Potem se je malo pomiril in tako naprej. Ampak resnično je to, ne ukradejo slabo sliko, ukradejo dobro sliko, ne. In tako sem bil zelo zadovoljen, ki je pol napredoval in napredoval. In vedno boljši je bil, ne, ampak nažalost, je pa notr v sebi, če rečem, kot človek nosil tudi eno trmo, ki se rekel, pa pejt se operirati, pa vrst ledvice ven, če ti ne služijo. Pa ni hotel, je rekel, dokler bo, ne. In jaz sem to njegovo voljo sprejel in sem rekel, Bog ti dej, ne. Ampak ni šlo. In še danes mi je žal, ki ga nisem bolj na ostro rekel, vrži jih ven, če je Mihalič rekel, da jih vrži jih ven, ne. In ni hotel, ne. In seveda potem je bilo, kakor je bilo, ne. In je mlačal v grob, ne. Nažalost je tako, ne. In nimaš sogovornika na drugi strani telefona, da bi ga vprašal, kaj se ti zdi. A je ta slika kisla, a je preslana ali kaj. Kako bi še dodal? Ker je že zdaleč dosegal tisti nivo, kjer si se lahko z njim pogovarjal o vsaki sliki, o vsakem ozadju in tako naprej. Ne. Mislim, to ne morem, še zdaj ne morem požreti, kako je, pač ga ni več, ne. To je to, ne. Koliko bi še ustvaril, če bi bil, ne.
Nažalost ne. Zdaj imamo pa to razstavo tle od njega, ne, in tako, in sem zelo, zelo zadovoljen, da se je to zgodilo. In v začetku je bila neka varianta, da skupaj s Silvo tam razstavljamo, ma ne, on je prav, da je on samo tukaj in da so to te slike njegove tukaj. In jaz sem zelo, zelo zadovoljen, da jih spet vidim na mestu. Ne. In 2 sliki sploh videl nisem, ne. Se šle prej v Lichtenstein in tako, pol jih nisem videl. Ne. In tako, to bi rekel o Silvotu. Tudi kot človek ni bil tak divjak kot jaz, on je bil tak umirjen, pa tako, vse mu je bilo prav. Ne. Nikoli ga nisem slišal, da bi dvignil glas, ki je tudi kakšenkrat bi lahko. Ne. Zmeraj je bilo vse lepo in prav, samo se je posmejal in to. Pa smo bili v Trevizu. Ne. Trevizo, kot veste, je mesto, ki je polno nekih kanalov in mislim, tale neka reka teče skozi, ne. Neki mlini so noter, lepo je vse skupaj, zelo lepo. In keď smo šli gledati impresioniste, ki so tam razstavljali, mraz in to, ne, in Silvo vozi tisti voziček, je bila tista kugeljica, je bila približno taka in tako naprej. In Helena samo tako bežno pogleda na njega in mu potegne plašč tako gor. Je prišel pa tle vmes, ne? In je vozil, tisti plašč je vozil pol. Je peljalo kar v kanal noter, ne? Madonna, kaj je delal, da je prišel do tega, da je ustavil vse skup, ne? Niti videla, niti ona je spet pogledala izložbo, ona je samo popravila in je gledala naprej. Da sem rekel, nazdaj, ne? To da ni šel, ne, ampak dobro, no, kar iz pločnika je dol skočil in vod je šel tam, ne? Pa pol je nekako prišel do kugeljice in je vstavil, ne? Ampak tako, ne, mislim, tako je, polno smo se smejali, nismo bili žalostni, veste. Če si na vozičku, ni rečeno, da moraš biti žalosten, ne. In če si na vozičku, ni rečeno, da si moj prijatelj. Silvek je bil, to je drugače. In tle je še eden, ki mi je prijatelj, ne. Vsi ostali niso, ki jih je toliko in toliko, drugi so znanci, so pač, kako se reče ono, kompanjoni z vozička, ampak ne pa, da smo prijateljujemo, ne. In pravim, tisto je tisto ta pravo prijateljstvo, ko si znaš tudi zelo črne momente povedati in tako naprej. Ne. Zato mi je še posebej hudo, ker nekako ga ne morem več, ni ga več. Ampak dobre stvari je naslikal, dobre stvari. In zato si zasluži res onak aplavz. Hvala, Vojko. Helena, bi še ti kaj povedala? No, daj, napet. Pridi bliže. Evo, jaz se bom umaknil, mikrofon ti predajam. Hvala. Vojko, ti si opisoval ta naš prvi obisk pri tebi, ne? Jaz se pa spomnim, kaj je tvoja mama skuhala. Njoke bolognese. Tako meni je, ne vem, veliko spominov mi je vezanih na hrano in ja, Vojko, tvoja mama je bila ena čudovita ženska. Ko spoznaš Vojko, tvojo mamo, je to res, mama je ženska z veliko začetnico in Vojko ima veliko njenega v sebi, ne? Maš. Biti Vojko prijatelj, mislim, da je to ena največja čast v življenju, ki sem jo deležna. Sem Vojko to neskončno hvaležna za ta telefonski klic. Silvo je že prej izrazil željo po slikanju. Jaz sem klicala Jožico Zafredovo. Takrat je bil Zafred še živ, to je bil tudi eden večjih slikarjev. Spolno svoje klicala Silvo tam tako, ko sem ga končno prepričala, Silvo, bi pa ti mogoče sliko, da je pokličva, ne? Kličva, ura je bila 11 dopoldne, se je oglasila tajnica Jožica, ne? In rekla, še spi, ne? Meni pa to vrlo čudno, kako lahko človek ob 11 dopoldne spi, ampak potem, ko si pa malo dlje z njimi, veš, da ja, to so nočni ptiči, Silvo je bil že od nekdaj nočni ptič
in potem se potegne to nekam v dopoldne vse skupaj. No. Tako da takrat tistega obiska Jožici in Stojanu Zafrat ni bilo nič, ne, in zato smo pa tukaj danes, ne. Je Vojko poklical in Vojko malo bolj ustrajen, kot sem pa s kakšnim telefonskim klicam, ne. Ko si pravil te anekdote, sem se spomnila še iz Bolonije. Jaz sem mrske kdaj ki ušpičila, ne, kakšna neumnost, ne, jaz spomnim še ko sem pozabila stopalko. Ja, ni bilo... Padovi, ja. Moram povedati, da z Vojkom in njegovo ženo Danico smo potem res spletali eno tako čudovito prijateljstvo, predvsem smo pa skupaj hodili na artefiere, na razstave, Padova, Verona, Bolonija, no? In v Padovi sem jaz pozabila pedale, stopalke, od vozička, ne? Ja, ne vem, ki smo že bili, ko se jaz to spomnim. Vojko, ne vem, koga je poklical, tiste pedale so bile že v kontejnerju. In Vojko je poklical svojega prijatelja, enega slikarja, Italijana, in je rešil te stopalke, jih potem dostavil v Gorico, če se ne moram, ti malo v Trst, no, in so prišle nazaj, no. Tako Vojko ima lovke vse povsod, ne, tako da tu, če kakšne stopalke, ki je tam pustiš, jih dobiš nazaj, ne, tako da... Tiste je bila močna, ne. Ja. Smo dobili nazaj, Pa zdaj se mi je še ena tako utrna, to, ko si omenil prej s plaščem silotovim. Imam v spominu še, ko smo bili v Pragi, Silotov je zelo zebal, ne, Silo je bil tako ena suha južina, ne, to približno tako kot Luka. Da vidim, še bolj suh, skratka, skozi ga je zeblo, ne, in imam prav tam ampak v Pragi je Vojko zeblo pa tudi tebe in sta oba na fotografiji tako, ne, oba stisne. Tam je pa zeblo, ja. Brez vetra. Ja. No, vidite, ja. Tako da imamo veliko z Vojko tam skupnih, takih dogodivščin, ja. Tako, to je bilo prvo Silvotovo večje srečanje, bil je že sprejet med štipendiste, bila je že razstava Ne, to je bil štipendist. Željko, ti si bil tudi v Pragi takrat, ne? Mislim, da ste razstavljali na eni fakulteti, če se ne motim, ja. Ja, lepi spomini, no. Ampak tako, kot je Vojko rekel, ja. Lušni spomini in prav, da se spominjamo teh spominov, ne. Ne pol vse tiste bolezni in vsega, kar je bilo. Ja. In tako, kot Marko rad reče, ne, ja, z vsako teh slik sem tudi jaz. Vem, kako je nastajala, poznam zgodbo, pri marsikateri tamle Edith je sodelovala tudi Edith, mislim, da pri teh mogoče niti ne, ampak pri nekih klasičnih tih užitih jih je Edith postavila, jih je ona fotografirala. Tako da, ja, smo bili vključeni kot celota, kot vsa družina, no. Ja, in uspelo mu je. Česna nimam. Lahko bi bilo še kera, ja, ampak nekako sem dala naslov, ja, pomlad bo prišla in česa ne sodi v ta koncept. Tako, ja. Mogoče pa jesen bo prišla, pa bomo potem dali česen pa čebulo in ostalo zelenjavo, pa bo takrat, no. Hvala vsem, ko ste prišli, no. Z Vojkotom in slikarstvom se je ustvaril en tak krasen krog prijateljev, kolegov, znancev. Dobili smo eno tako širino. Lep večer, gospod Komše, kdor ga ne poznate, moj nečak. Z novo frizuro. Tako, hočem reči, da pač vse te naše družine so se tudi povezale, no. In jaz sem prav, poznam v bistvu
celotno tvojo družino, ne Vojko? Ja. In širšo, ja. Tako da, ja, tudi to je en tak zelo velik plus, no. Ja. Tako da hvala, ker ste prišli. Hvala, ker se spominjate Silvota. Greste kdaj na grob, tudi takrat, ko jaz ne grem, ne? Tako da hvala, no. Če vas pa karkoli v slikah zanima, sem pa vas tukaj na voljo. Ja, in hrana in pijača. Dolgo se nismo družili, tako da izvolite. Hvala Dušan tudi tebi, hvala za povabilo, hvala za vse. Z Dušanom sva navdušena, ker je na svežo prepleskana galerija. Tako da je posebej za Silvota, tako. Ja, no. Žari, ne, in vse. Ja, vse. In njegove barve in vse, ja. Ja, marsikatera slika je nastala tudi zato, ker sem bila jaz tako tečna. Marko je enkrat rekel, tako vpliv si imela, pa sem nekaj včasih pa tudi mi je kaj ratalo. Tako, naprimer, ta španski bezek sem bila res tečna. Ne, Helenija niti ne, ampak španski bezek je pač ena moja, pač mi je taka ljub grm in tukaj sem bila res tečna. Žal mi je edin, da je pri lilijah nisem ustrajena. Ali pa, da jih ni. Ja, tako da, hvala. No, jaz bom za konec sam še to povedal. Zdaj, če koga zanima, lahko malo popeljem po knjižnici, drugače pa smo odprli razstavo, a ne? Ja. To je do konca aprila, še lahko koga pripeljete, odprti smo vsak dan od 8. do 14. ure oziroma ob sredah do 16. ali pa tudi po dogovoru, no, tisti ni problema, ne? Okay. Ja. Vredo, hvala, izvolite.